Tucker Carlson zdaj trdi, da ima dokaze od nekdanjega vodje FBI, da je bil Donald Trump upleten v prikrivanje enega od poskusov atentata nanj. In vse to zveni zelo čudovito in zanimivo, ter natanko kot vaba za klike, kar si Tucker Carlson tudi želi. Razen dejstva, da je nekdanji vodja FBI, Dan Bongino, zdaj predstavil dokaze, ki dokazujejo, kakšen lažnivec je Tucker Carlson. In spet, kakšno ogromno presenečenje. Poglejmo podrobnosti, kaj se je zgodilo. Preiskava še vedno poteka, je odprta, vendar neaktivna, ker nismo imeli nobenih sledi, ki bi kam pripeljale. Tukaj je predsednik v prispevku Fox News in Bela hiša, ki še enkrat potrjuje popolnoma nasprotno zgodbo od tiste, ki vam jo pripoveduje Tucker, da naj bi šlo za neko organizirano prikrivanje. Obožujejo to zgodbo o organiziranem prikrivanju. Veste zakaj? Ker je tako zarotniška. Tako nemogoče je to komorkoli preveriti, da odpira nore možnosti. Ja, morda pa res vesoljci nadzorujejo svet. Ja, morda je nekdo to prikrival, ampak ker nikoli ni nobenih dokazov, ki bi to podprli, ljudi to vodi v neko noro, zmedeno, slepo ulico. In potem na koncu nimajo nobenih rezultatov, nobene dokončne resničnosti o tem, kaj se v resnici dogaja. Ampak so porabili ogromno časa za gledanje vsebin Tuckerja Carlsona, kar je točno to, kar si on želi. Tukaj je Dan Bongino, ki pravi: fantje, samo za trenutek, poglejte dejstva. Samo izmišljuje si ljudje. Kar se tiče Trumpa, Fox News, 11. in 20. november, Brooke Singman. Kar se tiče Trumpa, je Brian O'Kilmeade z Fox News povedal, da ima, citiram, zaupanje v gotovino, veliko zaupanja. In Ministrstvo za pravosodje, oni mi dajo poročila. In ta poročila se zdijo uravnotežena, tako da imam zaupanje v te ljudi. Nisem imel zaupanja v Chrisa Wraya, ampak ta skupina, to je druga skupina, je rekel Trump. To je Cash v primerjavi z Wrayem in imam zaupanje v Casha. Zakaj je to pomembno? Dan Molina bo to razložil v trenutku. Ampak tukaj Trump v bistvu pravi: glejte, zaupam ljudem, ki vodijo FBI. Vem, da mi zagotavljajo vse dokaze. Vidim njihova poročila. Vse skupaj se zdi smiselno. Gremo naprej. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Meira K., vaša gostiteljica. Poskrbite, da pritisnete gumb za naročnino in vklopite obvestila, da boste obveščeni v našem naslednjem videu. In všečkajte ta video, če želite. Mi se upiramo in res smo veseli, da ste tukaj z nami. Tucker je pravkar rekel, da gre za veliko zlovešče prikrivanje. In Trump je bil vpleten v to. Bombard 73, to je točno razlog, zakaj je bil odpuščen. Ljudje, če to niso dokazi, potem ne vem, kaj je. Njegov lasten medij poroča o tem. Mimogrede, tukaj je slika. Potrebujete dokaze? Tukaj je slika nas v Beli hiši, ko smo obveščali predsednika. O primeru pravi, da gre za veliko prikrivanje in da nihče ni želel govoriti o tem. Tukaj je sporočilo, ki sem mu ga poslal skupaj s sliko, ki jo je imel. Ne spomnim se, da bi bil v Beli hiši na seznanitvi, ampak zdi se, da ve več, ima skrivne informacije. Tukaj smo. Vedno imajo skrivne informacije. Vedno vedo več kot tisti, ki so dejansko na dogodku. Torej, da pojasnim, Tucker Carlson trdi, da je Trump zelo nezadovoljen s tem, kako se je vse skupaj odvilo in da nihče noče govoriti o tem, ter da je vse skupaj prikrito. In Dan Vigin je kot, pravzaprav tukaj je slika, kjer se pogovarjamo z njim in mu razlagamo vse, kar se dogaja. Torej so zelo veseli, da imajo pogovore in preostalo besedilo. Tukaj ga seznanjamo z dejstvi, on pa nam pove, da je zadovoljen. Seznanjamo ga predsednika z dejstvi, on pa nam pove, da je zadovoljen. Če najdete sostorilca, ki ga je FBI spregledal, zdaj ga prosim za informacije, ki jih mimogrede nikoli ni posredoval, potem mi jih prosim posredujte ali komu drugemu, ki ima dostop, in takoj bomo ukrepali. Vem, da je zato, da ne bi mislil. Se šalim, resno mislim. To je tisto, kar je tako zanimivo. Ko si nekdo, ki mu lahko glede informacij res zaupaš, reče: samo predloži mi dokaze in bomo to raziskali, ker nas zanima in smo dejansko zainteresirani, da najdemo resnico. Ko si teoretik zarote, narediš to, da rečeš, da je toliko dokazov, vendar jih nikoli dejansko ne predložiš. Torej, če bi imel Jack Carlson kakršnokoli integriteto, bi predložil ta dejstva in rekel: glejte, ta človek iz FBI nas je prosil, da predložimo kakršnekoli dokaze. Jaz jih nimam. Ampak če jih ima kdo iz moje publike, jih prosim pošljite in poskrbeli bomo, da pridejo do vodilnih v hierarhiji. Ne. To se ne dogaja. Dan Bongino ima dovolj integritete, da reče: samo pošljite mi informacije in bom nekaj ukrenila glede tega. Ampak Tucker očitno nima ničesar za predstaviti, ker je vse izmišljeno. Zmešnjava. Schwanger preiskava tega ni razkrila. Tudi z njim bom stopil v stik, da vidim, o čem še potrebuje pojasnilo. Predsednik. Ker če bi bilo res, kar mi je govoril Tucker, da predsednik potrebuje pojasnilo, česar nismo slišali od nikogar, niti od predsednika v Beli hiši ali kogarkoli drugega, potem je bilo čudno, da nam tega nikoli niso povedali. Pravzaprav, ko smo ponovno vprašali in preverili, so rekli: ne, vse je v redu.
Ampak Taker ima skrivne informacije. Še jih ni predstavil. Torej, to je Taker, ki trdi, da je predsednik potreboval veliko pojasnil o tem, kaj se dogaja in da je vse prikrito. In celo Trump je vpleten v prikrivanje. In Dan pravi: Še jih ni predstavil. O čem govoriš, Taker? Kaj? Poglej njegov obraz. Trdil je, da ima sporočila, ki kažejo nasprotno. Ste vi videli kakršnekoli informacije v sporočilih, za katera trdi, da jih ima, ki sem jih pravkar predstavil, ki kažejo na to? In povejte mi, Takerjevi oboževalci, prosim vas, ste videli kakršenkoli dokaz v tistem sporočilu, da sem mu rekel, da je predsednik zahteval, da ustavimo preiskavo? Če to ne uniči verodostojnosti tega tipa, potem zapravljate svoj čas. Ponovno, Tucker Carlson nima nobene verodostojnosti pri tem, kar govori. Ampak ljudje ga poslušajo, ne iščejo verodostojnosti. Iščejo dramo in želijo verjeti, da je drama resnična. Če bi iskali verodostojnost, bi, tako kot mi, vedeli, da je to že nesmisel in da ni ničesar jasnega za videti. Počakajte, vi ste samo taki, kot da ta tip ni nič drugačen kot Rachel Maddow. Jutri bomo predstavili dokaze. Trump je goljufal pri davkih. Jutri bomo predstavili dokaze o ruski prevari. In opazite, da jih nikoli ni. Vso zgodbo si je preprosto izmislil. Zdaj vidim, da mediji to pokrivajo. Tucker pravi, da predsednik v bistvu ovira pravico. Obtožuje predsednika kaznivega dejanja. Veliko ljudi mi je reklo, da bi ga moral tožiti in podobno. Ljudje, pri tem tipu to nima pomena. Škoda je, da sva bila prijatelja, pa je vse to vrgel stran, ker je človek laži, ki ima nadzor nad impulzi kot otrok. Prepričan sem, da se bo vsemu temu smejal s tistim neumnim smehom. Prav, ne vem, karkoli že to pomeni. To je njegovo najljubše. Poglej si Milk Bar TV stvar, karkoli že to pomeni. Vedno trdi neumnosti, karkoli že to pomeni. Predvajal sem 3-minutni posnetek. Pojdi na Milk Bar TV in si oglej 3-minutni posnetek, kjer laže o tem, kaj je rekel. In potem mi povej, kako ima ta tip še kanček verodostojnosti. Njegov lasten medij ga izpostavlja. Ljudje, imam še veliko za povedati, ker res ne morem vam povedati, kako zelo to sovražim. Verjemite mi, popolnoma sočustvujem z vsemi tam zunaj, ki delajo v rudniku premoga. So lokalni električari v New Yorku, ki si mislijo, zadnja stvar, ki jo želim slišati, so podcast frajerji. Imate prav. Razumem te, brat. Ampak res mi je žal, če me boš v petek v množičnem mediju obtožil zveznega kaznivega dejanja, trdil, da imaš dokaze in obtožil tudi predsednika. In bolje, da to jebeno podkrepiš. Mislim, da je to precej samoumevno. Moraš biti res takšen imbecil. A si imbecil, kot je Tucker Carlson, da greš nad nekoga, kot sta Trump in Dan Bongino, brez kakršnihkoli dejanskih dokazov? Ali pa si nekdo, ki ve in ga resnično ne zanima resnica, ampak veš, da bo točno to popoln clickbait, ki ga želiš. In zato si pripravljen narediti karkoli, da bi pritegnil več ljudi, da poslušajo. Zaključiti želim s tem, ker to je pravi Tucker Carlson. Agent KGB Yuri Bezmenov je v Združenih državah opravil vrsto intervjujev o tem, kako so tuji sovražniki Združenih držav in nekdanje Sovjetske zveze razumeli, da nas nikoli ne morejo premagati vojaško. Zato so vedno razumeli, da lahko uporabijo agente kaosa znotraj države. Preobremenite ljudi z informacijami. Preobremenite ljudi s tem, vendar nikoli ne predstavite dokazov. In tako, nihče več ničesar ne verjame. Dame in gospodje, točno to počne Tucker Carlson. Imam skrivne informacije. Tukaj je kup informacij, ki nikoli ne kažejo na nobene dokaze. Pridružite se mi jutri pri moji posebni oddaji. Poslušajte ta posnetek Jurija Bezmenova in videli boste točno, kaj počne. Poglejte tole. Ali pa psihološko vojskovanje. Kar to v bistvu pomeni, je spremeniti dojemanje resničnosti vsakega Američana. Do te mere, da kljub obilici informacij nihče ni sposoben priti do razumnih zaključkov. V interesu obrambe sebe, svoje družine, svoje skupnosti in svoje države, to je odličen proces pranja možganov, ki poteka zelo počasi in je razdeljen na 4 osnovne faze. Prva faza je demoralizacija. Traja od 15 do 20 let, da se narod demoralizira. Zakaj toliko let?
Zato, ker je to najmanjše število let, ki je potrebno, da se izobrazi ena generacija študentov v državi vašega sovražnika, izpostavljena ideologiji sovražnika. Z drugimi besedami, ideologija marksizma-leninizma se vceplja v mehke glave vsaj 3 generacij ameriških študentov, ne da bi jo kdo izzval ali uravnotežil z osnovnimi vrednotami amerištva. Neverjetno je. To je intervju izpred mnogo let in pravzaprav točno to realnost doživljamo prav zdaj. Ameriški patriotizem. Se sliši znano? Da, res je, Bongino. Zveni zelo, zelo znano, ker točno to vidimo povsod pri vseh teh norih podcasterjih. Ali jih Rusija dejansko plačuje za to, ni tako jasno. Ali imajo svoje lastne motive, veste, za slavo in podobno. Zelo, zelo mogoče. Pravzaprav ni pomembno, kakšni so razlogi. Mislim, nekega dne bo to pomembno, ko bodo v zaporu, upajmo, zaprti zaradi poskusa dobesedno demoralizirati in delovati kot akteri pri uničevanju zahodne družbe. Ampak dokler ta dan ne pride, dokler ni konkretnih dokazov za to, razlogi, zakaj se obnašajo tako, niso pomembni. Vse, kar poskušajo narediti, je povzročiti čim več kaosa, da bi šli za predsednikom in dokazali, kako slab človek je FBI-jem. Tako da, ko pride do preiskave FBI ali česa podobnega, nihče temu ne more zaupati. Ko Trump naredi karkoli, nihče temu ne more zaupati. Nihče ne more več ničemur zaupati. Vsi so zmedeni, ker dejansko poslušajo te koristne idiote, ki jih širijo takšni kot Rusija in Katar in tako naprej. To se dogaja. In hvala Bogu za ljudi, kot je Dan Bongino, ki še vedno jasno vidijo in jih znajo izpostaviti. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.